Rdeča zvezda nikakor ne sodi na dan državnosti. Slovenija postaja močno mafijska država, še malo pa bomo Venezuela. Korupcija je glavna zavora razvoju. Mene zanima, kaj je res, kaj je resnica, kaj je prav, kaj je korupcija, ne pa aj nekdo moj ali tvoj. Spoštovani, dobrodošli v podcastu Info 360. Z vami sem novinar Nenad Gliks, moj današnji gost pa je dr. Aleš Štrancar, podjetnik, inovator, znanstvenik, pa tudi lastnik medijev. Pozdravljeni, dr. Štrancar. Pozdravljeni. Najprej glede lastništva medijev bi pojasnil, da ste poleg portala Info 360, na katerem vas danes gostimo, še lastnik tednika Domovina, začenjate pa tudi s projektom radia. Nekaj več o medijih bi kasneje. Zakaj smo vas povabili ravno na današnji dan, torej je dan državnosti, 35. obletnica ustanovitve samostojne države Slovenije. Že dlje časa plačujete najem velikih oglasnih panojev po Sloveniji, na katerih spodbujate domoljubje. Pa me zanima, vi ne oglašujete izdelkov, storitev, ampak spodbujate domoljubje, ga ne oglašujete. Zakaj ste se za to odločili? Ali se Slovenci premalo zavedamo vrednosti naše države, smo premalo domoljubni? Torej, pobuda je prišla od kolega, ki ga žal več ni med živimi, in prosil me je, če pač bi pomagal pri tej akciji. Moja odločitev je bila potem, da mu pomagam. Združila sva sredstva potem, torej, kot je on prispeval, sem potem dodal še jaz enako vsoto. In ta akcija je začela in je pravzaprav trajala do konca lanskega leta, ko je pač ta osnovni kapital bil porabljen. Potem sem se posebno odločil, da s tem nadaljujem, ker mislim, da je pač v teh plakatih neka možnost sporočilnosti, ki pravzaprav vsako gleda. Si o njej misli pozitivno, negativno, ampak jaz mislim, da vsega vseeno nagovori. Se pravi, lahko spodbuja tudi nestrinjanje za vsebino, ampak je akcija, ki pravzaprav v tej medijski situaciji slovenski, ki vemo, da je pač 95% ali več medijev v rokah politike, tako ali drugače. Mislim, da je pač tu en način, kjer uspeš doseči čim večjo množico ljudi, predvsem, da jih spodbi k razmišljanju. Torej, spodbuda k razmišljanju, seveda, s noto domoljubja. Živimo v Sloveniji, to je naša država, po mnogih rodovih smo končno do nje prišli. Se ne zavedamo, kaj pravzaprav pomeni imeti lastno državo, in zadnji čas je, da se začnemo tudi o tem spraševati in to ceniti. Ampak kot kaže, nekatere prav moti to izpostavljanje domoljubja. Slišimo celo znake pri domoljubju, da gre za nestrpnost, nacionalizem in tako naprej. Ali mislite, da se taka miselnost širi načrtno? No, domoljubje pravzaprav je vedno imelo prizvok tudi negativni prizvok, predvsem so strani tistih, ki so vedno najprej gledali za svojo osebno korist, šele pa potem za korist skupnosti. Domoljubi so vedno imeli probleme, ne samo v današnjih dneh, še bistveno večji problema so imeli domoljubje. Torej, domoljubi v času fašizma, izhajam iz Primorske, sem z Primorske, poznam razmere na Primorske v tistih časih, ki sem izvedel od svojih starih staršev, ki so še zmeraj za mene največji vir zgodovinski, ki mu tudi najbolj verjamem. Torej, te naše domoljube so preganjali fašisti, potem so jih nacisti in po vojni so jih tudi komunisti. Torej, vsi tisti, ki skušajo delati na nekih ideologijah, v današnjih časih je ta ideologija neka evropska skupnost, ki ne bi bila skupnost ekonomska, ne pa skupnost narodov. Vidimo, da so trendi Evropske komisije v zadnjem času zelo protinarodno usmerjeni. Žal tudi z vsem podporo vseh slovenskih
poslancev v Evropskem parlamentu. Jaz mislim, da se Slovenci nismo odločili za samostojno državo, da potem postanemo zopet neke vrste sužnji neki Evropski uniji, ki služi elitam, evropskim elitam, niti ne mogoče evropskim, ampak nekim svetovnim elitam. Slovenci smo se odločili za svojo državo, ker hočemo biti suvereni in imeti pač tudi besedo pri tem, kaj se bo z našim narodom in vsemi, ki so tukaj tudi živijo. Tukaj ne mislim samo na Slovence kot take, imamo zelo veliko tudi ljudi iz drugih narodov, ki so v Sloveniji, se čutijo Slovence, se tudi borijo za Slovenijo. Mnogi med njimi so bili tudi v prvih vrsti vojnih, ko je prišlo do vojne za Rdečo zvezdo, za jugoslovansko armado leta 1991. Torej, mogoče včasih kakšen priseljenec čelo bolj čuti slovenstvo, kot ga mi Slovenci. Poznam kar nekaj teh, ki so se poročili v Slovenijo, imajo pač za partnerja Slovenca ali Slovenko, ki nekako ne razumejo tega, da smo Slovenci tako brezbrižni do svoje lastne države. Tudi tokrat je ob tej proslavi Dneva državnosti pač je prišlo do nesoglasij, ne? Najprej je bilo rečeno, da pač se prapori z rdečo zvezdo niso dobrodošli na tej proslavi, saj smo se leta 1991 vendarle uprli ravno rdeči zvezdi, ne? Potem pa je vlada očitno pod nekimi pritiski sprejela drugačno odločitev in so bili zaželeni tudi prapori Zveze združenj borcev z rdečo zvezdo. Pa me zanima v bistvu, ali po vaše sodi rdeča zvezda na dan državnosti? Rdeča zvezda nikakor ne sodi na dan državnosti, vendar smo se takrat 91. uprli rdeči zvezdi in smo se morali z vojno osvoboditi od rdeče zvezde. Torej, kaj zdaj to pomeni, da imamo okupatorja na naših proslavah, ki prehaja z rdečimi prapori, z rdečo zvezdo? Torej, to je norost. Vsak, ki se čuti vsaj malo Slovenca, vsak, ki je takrat na plebiscitu glasoval proti rdeči zvezdi, jaz mislim, da pač najbolj vidi pravzaprav to rdečo zvezdo na proslavah kot absurd. Torej, kaj to pomeni? Da nimamo slovenske države, da pravzaprav nismo suvereni, da imamo še vedno prevlado rdeče zvezde. Rdeča zvezda je najbolj krvoločen od vseh simbolov fašizma, nacizma in komunizma. Torej, to je simbol komunizma, ki je v zgodovini pobil daleč največ ljudi. In pobil je predvsem svoje ljudi, za razliko od fašizma in nacizma, ki so predvsem pobijali druge narode, je komunizem predvsem pobil svoje narode. To pomeni, vi ne dojemate rdeče zvezde, kot jo skušajo prikazati recimo pri Zvezi borcev kot simbol upora, ampak dejansko kot simbol revolucije. Absolutno, to je zgolj in samo simbol revolucije. Simbol upora je bila skupina Tiger in Društvo primorskih svečenikov svetega Pavla že daleč v 30. in 20. letih prejšnjega stoletja, ki so edini pravi čisti odpor proti nacionalizmom, okupatorjem, fašizmu. Oni so pravi upor. Tudi večina partizanov, ki se je borila na strani in pod rdečo zvezdo, žal, se ni borila za rdečo zvezdo, oni so se borili za osamosvojitev, na kateri Slovenija, tudi od Jugoslavije, so bili potem tudi od svojih ljudi pobiti. Znani so vrsto primerov, ko so pač partizani pri napadu padli z metkom v hrbt, ne pa z metkom od spred. Tisti, ki niso bili v narekovajih ta pravi. Tisti, ki niso bili. Torej, bi bilo enkrat tudi mogoče naloga za zgodovinarje, da raziščejo vse te umrle partizane, kje so padli, kako so padli. Znano je sploh primorskih fantov je na ta način padlo ogromno. Primorci nikoli niso bili za rdečo zvezdo. Rdečo zvezdo so nam usilili, ko so pobili naše primorske komandante, ki so bili strogo in samo borci za svobodo Slovenije izpod fašizma. Torej, primorska komunizma ni poznala v partizanskih vrstah do februarja 1943, ko so nam ubili enega od poveljnikov
protifašistične vojske partizanov, tudi oni so se imenovali partizani, Janka Premrla Vojka. To pomeni, niso ga ubili fašisti italijanski, ampak komunisti? Bili so ga komunisti, torej to je znano, da so ga likvidirali komunisti, da so likvidirali tudi kurirja, ki je šel po zdravnika v Vipavo, da bi verjetno takrat, če bi bila takoj operacija, bi Vojka rešili, bi jo je ranil v trebuh, umrl je potem zaradi zastrupitve, ne zaradi same rane, torej v mukah 4 dni umiral in prvi kurir, ki je bil poslan, da pripelje zdravnika, je bil ubit s strani Grajfa in njegove trojke, torej to so bili komunisti poslani iz Štajerska na Primorsko, da pomagajo potem Beblerju vzpostaviti revolucijo nad osvobodilnim bojem, torej večina partizanov se je borila za osvoboditev izpod fašizma, nacizma. Žal so padli potem, oziroma smo vsi padli pod tretji najbolj strašen sistem, to je komunizem. Torej, tisti, ki so vodili boj pod Rdečo zvezdo, so prisegli Stalinu. Govorimo zdaj o prisegah Hitlerju, nič ne govorimo o prisegah Stalinu. Torej, vsi slovenski komunisti so prisegli Stalinu. Dokler se niso seveda 48 leta namirno ali nenamirno sprli z njim, zaradi tega, da je potem postala Jugoslavija neka cona, kjer so pravzaprav lahko iz zapada in z vzhoda delali trgovino, torej tudi ta Jugoslavija kot neka tampon cona je tudi vprašljiva. Mislim, da je tukaj še ogromno dela za zgodovinarje, da točno vidijo, koliko je bil ta spor s Stalinom resen in koliko je bil zgolj in samo zaigran. Tudi vemo potem, recimo Rado Pezdir je o tem pisal, kako je tudi jugoslovanska udba sodelovala recimo z italijansko mafijo, pač ukvarjali so se s kriminalnimi posli. Ne. Ampak bi vas vprašal glede vloge sedanjega vodstva primorske protifašistične organizacije Tiger. Ne. To je bila prva protifašistična organizacija v Evropi. Kako si razlagate sedanje stališče vodstva Tigra, ki nekako kaže strpnost do Rdeče zvezde, ki ne nasprotuje temu simbolu? No, jaz sem pripadnik oziroma sem pač član Tigra 13. maj, ki imamo čist diametralno odnos do vseh teh stvari. Torej, Tiger je bil tem ustanoviteljem Tigra ukraden, dobesedno ukraden s strani Zveze borcev in s strani komunistične partije Zveze komunistov Slovenije in njihovih potomcev. Torej, ta Tiger nikakor ne more odigrati nobene zgodovinske vloge v prihodnje, ker pač to je, bom rekel, zgolj in samo potvarjanje zgodovine. Tiger je bila prva organizacija protifašistična v celotni Evropi, ne bom rekel celo na celotnem svetu. In kot tako jo bomo seveda ohranjali. Bila je tudi strogo povezana z društvom svečenikov svetega Pavla, torej to je bila primorska duhovščina organizirana. In znano je, da so Tiger začeli razbijati fašisti, ko je bila izdaja organizacija tigrovskih trojk izdana. Izdaja je šla pa preko komunistične partije Slovenije, ki se je infiltrirala v Tiger, do komunistične partije Italije in ta je potem fašistom naznanila, kako so te trojke organizirane in takrat so potem začeli lomiti to organizacijo. Torej, prva, ki je pravzaprav skušala zlomiti to organizacijo Tiger, je bila komunistična partija Slovenije. Še pred vojno, torej oni so že pred vojno videli, bom rekel, konkurenta v borbi proti okupatorju, ki so seveda oni skušali po znanih scenarijih iz Prve svetovne vojne in potem prihoda Lenina na oblast. Torej, doktrina komunističnih sistemov je bila izkoristiti vojno za priti na oblast in tukaj, da so lahko prišli potem 45. na oblast, je bilo treba zatrti vse druge skupine, ki bi se potencialno uprle okupatorju. Najprej Tiger, potem so Erlicha ubili, Vosovska trojka, tukaj Zdenka Kidrič je vodila te Vosovske trojke, pa še par drugih ljudi. Vsi, ki so bili potencialno nevarni, da bi lahko spostavili neko ogrodje borbe proti okupatorju, je bilo
potreba ga likvidirati, da so potem lahko komunisti prevzeli to vlogo. In še enkrat poudarjam, komunisti so imeli zgolj in samo en cilj in to je bil prevzem oblasti. In če bi zmagal Hitler, bi oni tudi bili na oblasti, saj vemo, da sta Hitler in Stalin naredila pakt in da so slovenski komunisti podpirali Hitlerja do dneva, ko je Hitler napadel Rusijo. In potem je bilo malo zmede, o tem piše tudi, oziroma o tem pričujejo tudi zapisi Angele Vode. Kdor je prebral knjigo, si tam te stvari zelo dobro prebere. Torej, ne pustimo se, da nam perejo možgane potomci teh, bom rekel, zločincev, komunistov, ki so pobili ogromno Slovencev, že med vojno, celo pred vojno in potem po vojni in naredili pravi eksodus slovenske inteligence, slovenskega podjetništva konec koncev. Moramo se zavedati, da 45 leta je Slovenija izgubila praktično svet podjetništva, nekatere so likvidirali, veliko jih je zbežalo. In to se nam še zdaj zelo pozna. In to se nam še zdaj pozna, zato ker me kdaj kakšen vpraša, kako da sem jaz edini podjetnik, ki se pač sem pripravljen tako izpostavljati. Ja, ker pravzaprav nekih podjetnikov pravzaprav ni, a ne? In tudi po planih te naše partije in naslednikov, tudi mene ne bi smelo več biti, ker jaz sem bil na listi za likvidacijo, ko sem bil v vojaški sukni leta 81. Ste bili označeni za nacionaliste. In po tej logiki bi me morali likvidirati in verjetno bi me, če bi bila neka priložnost, hvala Bogu jo ni bilo, mojega kolega Gregorja Kostanjevca so likvidirali decembra 81. Torej niso poboji bili sem 45. in 46. in med vojno, pobijali so tudi med letom 80 in 90. Mogoče bo prišel dan, ko bo treba raziskati arhive smrti v JNA, v jugoslovanski armadi, kar mislim, da je del samomoru je bilo pripisanih pobojem, drugače mislečih, predvsem Hrvatov, pa tudi Slovencev, in tudi nesreč, ki so se dogajale, jih je bilo kar veliko, tudi del teh nesreč, mislim, da lahko pripišemo pobojem. Vrnil bi se na oglasne panoje, jumbo plakate, torej nevoljen v zvezi s temi napisi na teh panojih, na katerih promovirate domoljubje in zgodovinska dejstva, je tudi nekdanji predsednik države in partije Milan Kučan, kar je izrazil minuli ponedeljek tudi na TV Slovenija. In sicer je rekel, da ste mu pripisali neresnično izjavo, da samostojna Slovenija nikoli ni bila njegova intimna opcija. Dejansko je pa, kot izhaja iz arhivov, januarja leta 90, tik pred prvimi svobodnimi volitvami, izjavil, da je o odcepitvi Slovenije od Jugoslavije težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti. Torej, ampak očitno tudi on ne more uiti zgodovinski sodbi. No, jaz mislim, da tovariš Kučan postaje že precej dementen, pa najbrž je pozabil, kdaj je izjavil. Na plakatih je njegov citat, ki je bil posnet, je v arhivu Radia Slovenija. Jaz sem dal točen citat, o 25-letnici je ponovil pravzaprav isto izjavo in dodal še en stavek, ki je tudi na plakatu jasno vidim. In še danes mislim tako. Torej, tudi 25 let po samosvojitvi Slovenija za njega ni intimna opcija in tudi danes ni. Če bi bila Slovenija njegova intimna opcija, bi v tej državi ne bi bilo tako razkola. Jaz mislim, da je on prvi, na prvem mestu, ki povzroča razkol v Sloveniji, ki ne pusti, da bi pravzaprav prišlo do neke prave sprave, da se pokopljajo kosti pobitih, nedolžno pobitih, veliko nedolžno pobitih, da se ta stvar, zgodovina zaključi. Mislim, da se zelo trudi, da se ta stvar zopet in zopet obnavlja, ker na ta način potem vse te, ki so pristaši Rdeče zvezde, pa ne nujno slabi ljudje, vedno jih priklene k sebi in imamo tale, bom rekel, boj
za in proti, ki najbolj škodi vsem Slovencem in drugim priseljencem v Slovenijo, predvsem pa našim potomcem, sinovom, vnukom. Država zaradi tega je vedno bolj v rokah mafijskih klanov. Mafijski klani se seveda razvijajo, ko imamo to vrstni način razmišljanja, vladanja, ko ni važno, kaj kdo dela, ampak je važno, kaj kdo reče, komu nekdo pripada. Ne znamo razčistiti s kriminalom, torej bohoti se kriminal, Slovenija postaja močno mafijska država, še malo pa bomo Venezuela, če tega ne presečemo. Žal, presekli tega ne bodo ti, ki so tu delali, pa tukaj ne mislim samo Kučana, mislim, da je tudi na tako imenovani desnici tudi mrzkdo, ki zraven lepo biznisira na ta način. Tu bojo mogli presekati mladi rodovi. Še enkrat poudarjam, Slovenijo smo dobili po 1000 letih, mislim, da si jo ne smemo dovoliti, da jo zapravimo in ostala ne bo, če se bomo za njo borili. Tu ni nekaj dano zavedno, tu je nekaj, za kar se moraš boriti vsak dan. Ne smemo pozabiti, da plebiscit je bil več kot 25% vseh, ki so bili na plebiscitu, so bili za odcepitev, za samostojno Slovenijo in so bili proti Rdeči zvezdi, 95%. Kar je predstavljalo več kot 88% vseh, ki so imeli takrat volilno pravico. Torej, kaj se je zgodilo zdaj s temi procenti in kako so se ti ljudje, ki so takrat se borili za samostojno Slovenijo, kdo jih je uspel prepričati, da tu ni bila prava odločitev, da so naredili napako in zakaj? A so potem oni sami butli, po domače povedano, ker so 91. leta glasovali za nekaj, kar jim ni intimna opcija, ali pa se pustijo nekomu, ki mu dokazano Slovenija ni intimna opcija, vedno in vedno samo pustiti, da jih prepriča, da delujejo proti vitalnim interesom Slovenije. Proti vitalnim interesom Slovenije pa ne delajo samo ti, tako imenovani, bom rekel, za Kučana, ampak tudi drugi pol. Kdor v Evropski uniji glasuje proti vitalnim interesom slovenskega naroda in v mnogih teh glasovanjih je kar vseh 9 slovenskih poslancev, tudi ti delujejo proti vitalnim interesom slovenskega naroda. Tukaj štejete tudi tiste, ki so znotraj skupine Evropske ljudske stranke. Tudi Zvera, tudi Tonina, tudi ti delujejo proti vitalnim interesom, delujejo proti, oziroma delujejo za interes nekaterih stricov, stric in tet iz ozadja v Evropski uniji, ki pa niso evropski. Gre za neke globalne mreže, torej za pravzaprav uničenje Evrope kot take, uničenje belega človeka v Evropi. Zakaj? Zaradi tega, da dobiš tujce, da dobiš ljudi, ki nimajo v državi svojih korenin, ker to je najlažje manipulirati ljudi, če nimajo svojih korenin. Najtežje manipuliraš nekoga, ki ima svoje korenine, ki ima neko zemljo, ima kmetijo. Tega človeka takih ljudi je zelo težko manipulirati. Najdlje v teh, bom rekel, zatiranju domačinov je šla Anglija, sploh v zadnjem mandatu tega Stramerja. Mislim, da je Španija gre predvsej po teh, ampak zlo je v Bruslju. Tam se dogaja zlo. In kdor želi Sloveniji dobro, bo moral razmisliti tudi, kako se obnašajo naši evroposlanci v Bruslu in za koga pravzaprav res delujejo. Uničevanje slovenskega kmeta ni v interesu Slovenije in ne Slovencev. Kmet je prvi, ki ga država potrebuje za suverenost. On daje hrano. Brez hrane ni nič. To pomeni, vi vidite v bistvu prihodnost Slovenije v povezovanju s temi nekdanjimi socialističnimi državami Baltske, Poljska, Češka, Madžarska. No, Slovenija je majhno gospodarstvo, ne more si privoščiti zaprtja mej, ampak mislim, da moramo se povezovati s tistimi, ki imajo zdravo razmišljanje, ki dajo nekaj na svoj narod, na svoj ponos, predvsem na povezovanje s slovanskimi narodi, smo le tudi sami Slovani,
zaradi tega, ker Germani nas imajo vedno za drugorazredne. So nas imeli pred prvo svetovno vojno, po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni in še danes nas imajo Germani za drugorazredne. Se pogovarjam s Čehi, Slovaki, Madžari, vedno pridemo do izga v 10 stavkih. Ja, Germani nas imajo za drugorazredne. Ampak večkrat se tudi sami obnašamo na ta način, ne, do njih. No, to je pač problem potem samih nas. Sploh se mi zdi perverzno, da nam je Nemčija pravzaprav največji trgovinski partner, glede na vso zgodovino med vojno in kako smo bili proti Nemcem. Zopet ena od zadev, ki kaže, da mi nismo vodili vojne proti Nemcem in proti nacistom. Ker če bi vodili vojno proti Nemcem in nacistom, potem slovenska industrija zadnjih 50-60 let ne bi bila toliko nevezana na Nemčijo, ampak bi iskala druge trge. Torej, tukaj je bila borba predvsem proti domačim premožnim ljudem, domačim koreninam, ljudem, ki so imeli hrbtenico z internacionalo. Torej, ta internacionala se zdaj kaže v Bruslu, prej pač bila v Moskvi, ampak vedno isti princip, Orwellova farma. To je glavni cilj teh struktur vele finančnega kapitala, ki skuša narediti iz tega sveta eno samo državo ali pa ne državo in nas imeti pravzaprav vse kot neke vrste sužnjo. Eden od načinov razmišljanja mnogih od teh ljudi je tudi, da človek ne more biti avtonomna osebnost. Naprimer, Kučan je na TV Slovenija izjavil, da vas očitno nekdo nagovarja za objavo takšnih besedil na plakatih. Pa me zanima, kako si razlagate to njegovo domnevo, a je za vami kdo v ozadju, imate strica v ozadju? Ne, jaz mislim, da Kučan razmišlja pač, bom rekel, sodi po sebi, kar je velikokrat tudi resnica oziroma način obnašanja ljudi. Torej, on ima strice, ozadja. Kdo so? No, vemo, da je Soros, se ga je tudi nagradil. In vsi njegovi, bom rekel, partneri Sorosa, ti, ki pač hočejo imeti globalno državo, od Rothschildov in teh velekapitalistov oziroma velefinančnih. To niso neke vrste kapitalisti v starem smislu, to so konglomerati finančne industrije. Torej ja, jaz mislim, da Kučan ima pač te, bom rekel, strice iz ozadja in mora pravzaprav igrati violino, ki mu jo oni dajo. In on misli, da imam jaz tudi neke strice, zdaj sicer ne vem, kje bi ti strici bili in kdo bi ti strici bili, bom pač mu hvaležen, če enkrat pove, kdo so ti strici, bom pa razmislil, če mi slučajno res kakšen nadaje kakšnih inštrukcij, pa jaz o tem ne vem, ampak jaz sem suverena, samostojna osebnost vedno bil in tako ostajam. In sigurno nimam Kučanovega karakterja, da bi rabil nekoga za strica, ker sem pač osebno šibek kot karakter, Kučan je šibek karakter, človek, ki pravzaprav ne more odkrito delovati na odprtih sceni, ampak po eni strani se skriva za strice in po drugi strani pač on igra vlogo strica. Meni se ni potrebno skrivati po raznih beznicah in delati neko kvazi politiko. Zanimivo glede teh jumbo plakatov je tudi, da so pred nekaj meseci sprožili celo postopek na Slovenski oglaševalski zbornici. Obravnavali so neko anonimno prijavo, ker naj ne bi bil oglaševalec na plakatih nedvoumno identificiran, ampak v resnici je na oglasih podjetje, torej ime podjetja iz Avstrije, ki je naročnik in to je tudi ljudem na zbornici dobro znano. Kaj se dogaja zdaj v tem postopku in zakaj je po vaše do njega sploh prišlo? Mislim, se tu ni postopek. To bom rekel neka zbornica, v kateri niti član nisem, niti kdorkoli od podjetij, ki so z mano povezani, član pač piše pravzaprav ne vem kaj, ker nam ni potrebno, da se držimo niti nekih pravil, ki jih ta zbornica ima, torej sploh pravzaprav ne vidim, kaj imajo malo preveč denarja, pa plačujejo neka odvetnika. Držite se pa zakonodaje, to je vse bilo. Držimo se zakonodaje,
Torej, če je karkoli narobe na teh plakatih in tudi če Kučan misli, da sem izpostavil nekaj, kar ni nikoli rekel, gospod Kučan oziroma tovariš Kučan ima vedno vso možnost, da me toži, a ne, saj vemo, da me je tožil tovariš Golob, stvari stojijo, ne vem zakaj. Nič se ne premika v Novi Gorici. Ker ste za njega izjavili, da je fašista. Ne? Kar drži. Še stojite za to izjavo. Držim se, pač smo tudi objasnili tudi v odgovoru na tožbo, zakaj je tako in pač to je definicija, zelo jasna, kaj je fašist in jaz mislim, da pač je to Golob točno jasno, ta definicija za njega obstaja in mislim, da bomo z veseljem tu dokazovali na sodišču. Ne? Tudi tožba Ribiča, Andreja Ribiča iz Darsa za 10.000 evrov stoji v Ajdovščini na sodišču. Tako da, jaz se pač teh tožb veselim. Bomo pač razčiščevali z argumenti na sodiščih, zdaj kaj je prav in kaj ni prav. Ne? Še vedno računam, da je Slovenija demokratična država in da prelslej bo pač tudi ta sodišča odigrala tisto vlogo, ki pač je njihova vloga, da sodijo na testih. Ali bi po vašem moral Andrej Ribič, predsednik uprave Darsa, odgovarjati za to, kar se dogaja zdaj na slovenskih avtocestah? Vemo za vse te zastoje zaradi velikega števila delovišč, za katera ni dovolj delavcev, dogajajo se tudi nesreče, tudi s hudimi posledicami. Kaj bi v bistvu mislite, da bi morala policija in tožilstvo ukrepati zoper njega? Absolutno. Ne gre se samo za te kolone, gre se za ogromno škodo, ki jo povzroča slovenskemu gospodarstvu. Toliko vozil, toliko kamionov, toliko nesreč, to je ogromna škoda, to je sabotaža vitalnih interesov Slovenije kot države, torej absolutno. Že zdavnaj bi moral biti v Lisicah in v priporu. Verjamem, da je tukaj ogromnih dokumentov, ki pač tu podpirajo njegova dejanja. On, ko je podpisoval pogodbe, je vedel, da ti izvajalci ne bodo uspeli najti toliko opreme, predvsem pa ljudi, da bojo lahko na tolikih gradbiščih delali intenzivno. No. Celo imel je tudi dobre prakse od bivšega ministra Žerjava, ki je te stvari dobro uredil, sploh pa med sezono, ko ni bilo nobenih zastojev in takrat so bila vsa gradbišča zaprta. To je minister Žerjav takrat zelo dobro organiziral, torej imamo dobre prakse. Žal se jih tudi novi minister Vrtovec z teh dobrih praks ne drži. Zdaj je še kar nekaj tednov minister, pa se še nič ni spremenilo. Nasprotno, odprla so se dodatna gradbišča, kljub temu, da vsi vemo, da pravzaprav delavcev in strojev za ta gradbišča ni. On se ponaša s tem, češ, da se zdaj dela tudi po noči. No, jaz se vozim večkrat iz Ljubljane proti Ajdovščini, iz Ajdovščine proti Ljubljani, pa vidim ta gradbišča v svojem nočnem siju z enim človekom, 3 ljudmi, stroji vsi stojijo. Torej bom rekel, gradbišče je odprto, ampak dela se pa ne nič. Tako da tu je zgolj ena predstava za javnost. Predstava za javnost, ja. Predstava za javnost. Jaz tudi mislim, da minister Vrtovec, ki dosti ne bo tukaj spremenil, ker je pač bil s prsti v marmeladi med svojim bivšim ministrovanjem. Če tu ne drži, me bo sam pač popravil na način, da bo ta gradbišča zelo hitro drugače uredil. Vemo, da se na gradbiščih dela vedno z maksimalno opremo in ljudmi, da se vse da na 1-2 gradbišči, ne da imaš 10 gradbišč, kjer se potem tudi oprema in ljudje med njimi prevažajo. Da že zaradi teh prevozov gre do ogromne izgube časa in vsega. Torej, minister Vrtovec, lahko me seveda toži, ampak jaz mislim, da pač minister Vrtovec ima prste v marmeladi in že z bivšega svojega mandata in da tukaj bistvenih sprememb ne bo, da bo je zgolj tu neki, bom rekel, predstave za javnost, dejansko se pa nič ne bo zgodilo. Minister Vrtovec me seveda zdaj toži, bomo to tudi dokazali, da pač imam prav. Lahko pa dokaže nasprotno s tem, da bodo ta gradbišča v roku 14 dni drugače organizirana, da se pol gradbišč začasno zapre in da se preostala mehanizacija iz teh gradbišč prepele na gradbišča, da se bojo delile v polni pari. Ne, da v roku 2-3 kilometrov gradbišč vidiš 2 bagerja, 3 ljudi in 2 valerja. Torej, ne me farbati.
Po spremembi oblasti, torej ko je Golobovo vlado nasledila Janševa, ste ostali kritični do oblasti, kot ste bili tudi do prejšnje, ne? Kar je nekatere presenetilo, ne? Ker recimo nad vašimi kakšnimi objavami na družbenih omrežjih, kjer ste zelo kritični do sedanjih vladajočih in tudi do Janše, dejali ste, da ste na zadnjih volitvah volili za SDS kot manjše zlo. Najmanjše zlo. Pa me zanima, a vas je sicer Janša kot politik v preteklosti razočaral? No, Janša me seveda že večkrat razočaral, pa ne sam skolj kot predsednik vlade, tudi kot predsednik stranke. Ampak še... Ne vem, če pač je zdaj primerno, da naštejem vse stvari, ampak zavedati se moramo, Janša pač izhaja iz socialdemokratske stranke Slovenije. Torej, Janša ne more predstavljati neke podjetniške struje in nekega gospodarstva v Sloveniji. On je v tem odrasel, je bil tako naučen, vemo, da je bil tudi v Kumrovcu, eden menda najbolj zvestih pripadnikov šole v Kumrovcu, zelo zavzet, zelo študiozen, priden, kar se tega tiče. In pač ni rast v nekem sistemu tekmovalnosti, konkurence in tudi on tako dojema pravzaprav svoje vodenje, tudi svoje vodenje stranke. Vidimo, da kritični glasovi v njegovi stranki so poniknili, jih ni več. Njegova stranka vedno bolj postaja pač nek monolit njegovega razmišljanja in njegovega načina dojemanja, ki ni nujno vedno samo negativno, ampak kar se tiče gospodarstva in podjetništva, mislim, da pač ni pravo. In še vedno sloni na nekem centru, na nekem planskem gospodarjenju, namesto da bi pravzaprav odprli ventile in pustili ljudem, ki znajo gospodariti, da gospodarijo, zato pa najprej potrebujemo nižje davke, predvsem davke na dobiček, za tiste, ki so pripravljeni svoj denar, ki so ga naredili za dobičkom, pripravljeni investirati v drugo podjetje, v svoje podjetje, karkoli, ne da pa jih tako obremeniš z davki na dobiček. Nima nič proti z davki na osebno premoženje. Davki na osebno premoženje so v Sloveniji daleč preniski, davki na dobiček so pa daleč previsoki. Ker davki na dobiček se podjetja lahko investirajo v razvoj, ne? Ja, točno tako. Torej, ti vzameš ljudem, ki so dokazano naredili dober posel, dobre dobičke, znajo gospodariti in vzameš del tega denarja in ga daš v roke tistim, ki tega ne znajo ali so pa celo korumpirani. Birokrati, na primer. To mislite, državni birokrati? Ja, pa državna podjetja, državni birokrati, to je pa sploh specialka, agencija Spirit, moja ena od ljubih tem in njen minister Počivalšek, tukaj zmest vsega, kar gospodarstvo ne sme biti. In tu pač opažam, da se nam v tej vladi zopet lepo podstavlja nazaj. Torej, na gospodarstvu kakšnih bistvenih sprememb ne pričakujem, žal. Kaj pa na področju boja zoper korupcijo? Ne? Veliko se je govorilo o ustanovitvi SKOK-a, torej specializirane tožilske enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala po vzoru hrvaškega USKOK-a, češ da bi bila taka enota učinkovita. Ampak, na primer, pri primeru ljubljanskega župana Zorana Jankovića se kaže, da ima on imuniteto na sodišču, ne? Torej problem tudi sodstvo, tam pa vlada ne more poseči. Ne? No, zdaj jaz nisem toliko poznavalec teh zadev tudi sodstva, ne. Me pa čudi, da v tem primeru dobi vedno spis v roka ista tožilka in da po pravilu vedno isti sodniki sodijo. Torej, Mojca Kocijančič je znana kot Jankovićeva sodnica. Niti ne vem imen, so nepomembna, konec koncev, kar se mene tiče, kakšno s takimi imeni počenje to svojemu življenju. Torej, ja, bolj kot pač kaj so sodišča in kako sodišča, me zanima pravzaprav pravila teh sodišč. Če prav razumem, naj bi in sodniki in tožilci bili izbrani po nekem naključnem ključu. In kakšno naključje je tukaj, glede na to, da sem naravoslovec in vem, da je nemogoče, da imaš vedno isto sodnico naključno zbrano in isto tožilko, kar mislim, da je še več problem je tožilka tukaj, Žgajnerjeva, da imaš ti vedno iste izbrane,
Mislim, pri toživcih ni tega naravnega toživca oziroma naključnega. Oni pravijo, da je celo zaželeno, da ima en tožilec preganja isto osebo, češ da bolje pozna njegovo delovanje in tako naprej. Vam se to ne zdi dobra ideja? Ne, jaz, če bi bil pač šef te toživke, bi rekel, dvakrat, trikrat si zašuštrala in adijo, ne boš več na tem delala. Tukaj pa očitno je nagrajena s tem, da vedno isti primer prevzema v roke, a ne. Zaradi tega, ker vejo, da bo pač ali nekaj pozabila, ali da nekaj ne bo v roku naredila. Torej, ona je preverjen kader, ki je ena od tistih, ki poskrbijo, da se kakšne stvari potem ne zgodijo. Ne? Bi pa tukaj bil zelo previden, jaz še vedno mislim, da je 90% slovenskega sodstva korektnega. In mislim, da je naloga teh. In verjamem, da ko bo prišla mlajša generacija, da bojo te pač stvari tudi razčistili, da tu bo pač potrebno še nekaj let, tudi desetletje, ampak samo očiščevanje sodstva bo sigurno prišlo, ker tudi sodniki, tudi tožilci, večina njih živijo od uspešnosti slovenske države. Slovenska država ni uspešna, slovenska država nazaduje. Konkurenčnost nam pada. Ne? Torej tudi temu primerno bodo plače prej ali slej nižje. In tožilstvo in sodstvo je tisto, ki pravzaprav lahko zelo prispeva k konkurenčnosti gospodarstva na način, da korektno sodi, da obsodi vse slabe prakse, da obsodi vse korupcije, ker korupcija je glavna zavora razvoju. Korupcija je tista, ki pravzaprav drži Slovenijo nazaj. Pa verjetno tudi odganja investitorje tuje. Ne? Tudi odganja investitorje. Ne? Predvsem pa odganja domače ljudi, ki imajo denar, ki bi investirali v tujino. Vemo, da na Hrvaško se preselili v zadnjem letu, dveh ogromno slovenskih investitorjev, ljudi, tudi firm. Torej, korupcija je tista, ki je glavni razlog, da Slovenija nazaduje v gospodarstvu. Te vrste ideologij, črno-beli, rdeči, plavi, zeleni, mavričasti, so pa zgolj dobrodošel manever, slepilni manever, da se odzadaj dogaja korupcija. Korupcija je pa na nivojih vseh, torej nima strankarskega znaka. Ja, nekateri temu rečejo, pač uporabljajo tudi izraz koristni idioti. Ne? No, zdaj, če so lih idioti, glede na to, da si fajn napolnijo žepe, a ne, najbrž niso. Koristni idioti so tisti, ki potem zbirajo take politike vedno znova. Ne. In tudi tle mislim, da pač bo prišel čas za neke nove stranke. In Logar ima zdaj pravzaprav veliko priložnost, če je mislil s skokom resno, bo ta skok zelo hitro deloval in verjetno potem tudi Logarjevo stranko na naslednjih volitvah postavil bistveno više kot je danes. Če ne bo pač enostavno še eno od obrazov, ki je bil pršel, videl, izgubil. Če bi prišlo pač za učinkovito delovanje skoka, ne bi smelo biti pomembno, ali je nekdo levo ali desen, ampak samo ali je koruptiven. Absolutno, ja. Še enkrat poudarim, da je Slovenija skorumpirana mnogo preveč in zaradi tega gospodarsko tonemo in da so pač ideologije zgolj krinka oziroma megla, ki se jo pač meče za to, da ta korupcija uspeva. Poglejmo te naše gradbince, so sposobni narediti en posel zunaj Slovenije? Če se prijavijo na kakšen posel, na kakšen razpis na Hrvaškem, mislim, da so za 50% dražji od drugih. No, pa se ni sam problem cena, problem je tudi kvaliteta. Ne? Torej, ti gradbinci, ki so po mojem vsi zelo v korupcijskih poslih, na tak ali drugačen način, imajo vitalni interes, da pač na ta način, kot so do zdaj delali, delajo še naprej. In zato trdim, da je pač minister Vrtovec tukaj ne bo nič spremenil, ker je pač tudi on del tega lobija. Kot sem povedal na začetku, ste lastnik medijev Info 360, tednika Domovina. Zdaj se bo začelo tudi z radiom. Pa me zanima, ste zadovoljni s prepoznavnostjo vaših medijev in kaj je motivacija, da investirate v medije?
Ja, sem zelo zadovoljen s temi mediji. Bom rekel, vseeno nekaj, kar ni strankarsko usmerjene, saj sam se borim, da to ne bi bilo, čeprav na enem od medijev je ta stalna, bom rekel, borba, ali je zdaj to NSI medij ali SDS medij. Ampak, če potegnem črto, so ti mediji vseeno, bom rekel, nadstrankarski in tudi zgodbe se pišejo v glavnem nadstrankarsko in to je pravzaprav tudi tista moja želja. Mene zanima, kaj je res, kaj je resnica, kaj je prav, kaj je korupcija, ne pa aj nekdo moj ali tvoj. Nikoli nisem bil v nobeni stranki, doma sem bil vzgojen zelo protinacistično, protifasistično in protikomunistično in tudi ne mislim biti v kakšni stranki, a ne. Tako da moj interes tukaj je Slovenija kot taka, da se razvija naprej, da imajo naši otroci in vnuki, bom rekel, bolj jasno sliko, kaj se je dogajalo v zgodovini, kje smo in kam bi morali iti, predvsem kam bi morali iti, in da bojo pač ti naši otroci in vnuki bili pripravljeni ostati v Sloveniji, ne da kot poslušam mnoge starše, sam ne gre čim prej ven, ker smo tukaj Slovenije slabo. Niso se naši dedje, pradedje in 500 let nazaj ljudje borili za samostojno Slovenijo, zato da bi jo zdaj prepustili ne vem komu. Želim, da ta Slovenija stane na zemljevidu kot suverena in samostojna država, ki jo vodijo pač ljudje s hrbtenico, ki zaupajo v svoje delo in zaupajo v ljudi, ki jih imajo. Imamo izvrstne strokovnjake v Sloveniji. Mnogi med njimi žal so zakrneli na raznih inštitutah, v nekih paradržavnih podjetjih, ampak še vedno jih je dovolj, da so pripravljeni in sposobni Slovenijo gospodarstvo dvigant, seveda, če bo pač ta politika, če bo politika tudi dovolila, oziroma sem prepričan, da bo mlajša generacija spremenila politiko, ki bo to omogočila. Slovenija je ena najlepših držav na svetu, je izjemno lepa, izjemno bogata. Ima pametne ljudi. Ima zelo pametne ljudi, zelo sposobne ljudi. Če gledamo tudi v športu, kako so Slovenci vedno v prvih vrstah nadpovprečni, tudi v znanosti so, ampak jih je treba iskati verjetno bolj po podjetjih kot po inštitutih, a ne. Torej tudi v znanosti imamo prebojne ljudi v svetovnem merilu in res nobene potrebe, da bi se čutili kakorkoli manj vredne proti nekim Prusom, a ne, ki so postali leni, ki so postali arogantni in ki nikakor ne morejo več konkurirati. Ne. Se še Kitajcem ne morejo konkurirati, kaj šele nam. To ste tudi omenili že večkrat, da v bistvu Nemčija gospodarsko nazaduje v primerjavi naprimer s Kitajsko, ZDA. Bi zaključil s to poslovno temo. Ne. Potem, ko ste zaključili z vodenjem uspešne družbe Bioseparations, ki ste jo tudi soustanovili in razvili skozi desetletja, ste nedavno postali direktor britanskega biotehnološkega podjetja Neovac. Pa me zanima, s čim se ukvarjate v podjetju in ali boste zaposlovali tudi v Sloveniji? No, v Sloveniji že zaposlujemo tudi na teh projektih tega podjetja. Torej, s čim se podjetje ukvarja? Torej, podjetje skuša najti bolj varne načine dostave učinkovin, predvsem za boj proti raku. Vemo, da danes, če gremo in dobimo citokine kot pač ena od učinkovin boja proti raku, in dobimo v žilo, torej jih imamo po celem telesu. Citokini so strupeni po svoji naravi, a ne? In seveda ne ubijo zgolj rakovih celic, ampak delajo tudi škodo vsem ostalim celicam v organizmu. To pomeni dostave, to pomeni, kako pridajo te učinkovite ravno do tistih rakotvornih delov. Samo do rakovih celic, ja. A ne? Zakaj se to dogaja? Zaradi tega, ker pač nimamo še načina, kako bi zapakirali te citokine v nek plašč, rečemo nek plašč, to so nanoplašči, mikroplašči, ki bi znali potem te citokine dostavljati samo v rakove celice. In tu so ene od zadev, s katerim se pač tu podjetje ukvarja.
predvsem na terapevtskem nivoju, predvsem v teh najmodernejših tehnikah zdravljenja raka. Torej, v tem podjetju ne delamo na način, kako bomo dostavljali citokine, v tem podjetju delamo na načinih, kako bomo dostavljali genski zapis v rakovo celico, ki povzroča potem proizvodnjo proteina, ki to rakovo celico uničuje. To pomeni, ste na tem področju prebojni tudi na svetovni ravni. No, tukaj vodi podjetje kot znanstveni direktor je Dan Pierre, ki velja za enega od vodilnih strokovnjakov, tudi večkrat nagrajen na tem področju. Mislim, da je v roku nekaj let verjetno Nobelov nagrajenec. Torej ja, smo v sami špici svetovne znanosti. Dr. Aleš Štrancar, hvala za gostovanje v podcastu Info 360. Vam pa, spoštovani, hvala, ker ste nas spremljali in lepo zdrav do prihodnjič.